Gre za to, kako na najbolj preprost, enostaven in pocen način spraviti našo distribucijsko omrežje v tak kontroliran način delovanja. Tako da je optimalno izkoriščen, ampak še zmeraj ne preobremenjen. Stabilizirati distribucijsko omrežje v tem zelenem prehodu elektrifikacije. Močno, res močno, zaradi tega, ker z implementacijo te inovacije v teh distribucijskih omrežjih mi izkoristimo to danes, kar imamo, do operativne meje. Mi zdaj ne rabimo več imeti nobenih nekih rezerv, do kam lahko gremo, ne rabimo imeti nobenih omejitev, ne rabimo se biti, a nam bo neki element elektroenergetskega omrežja preobremenjen, se pokvaril, zaradi tega se odrečemo. Tudi upeljava teh novih fotovoltaičnih virov, recimo, pri vseh teh omejitvah, ki jih danes imamo, zaradi tega, ker so že delčki sistema preobremenjeni, tukaj s tako uporabo naše odpade, zaradi tega, ker uporabimo fleksibilnost in ves čas izkoristimo vso razpoložljivo kapaciteto omrežja za generacijo zelene energije s fotovoltaike. Ne rabimo več zdaj ljudem omejevati, da imajo 2 kW možnosti izvoza energije, ampak je to prosto, samo morajo dati možnost, da se te fotovoltaične elektrarne regulirajo do te mere, da se omrežje ne preobremeni. Jaz sem vseeno občutek, stvari mogoče malo prepočasno dogajajo. Če hočemo ujeti tih 2030, pa ta globalno krizo klimatsko bo treba malo hitrejši. Tako da prav mogoče vseeno prodor fotovoltaičnih elektrarn pa teh baterijskih hranilnikov, da je cena padla toliko nič, da se lahko zdaj sploh pogovarjamo o tem, da bi te stvari lahko inštalirali. 10 let nazaj je bilo to znanstvena fantastika.